pozdravljeni v naši prvi oddaji Aktualno na GFML, kjer vam bomo v mesečnih oddajah predstavili zanimive dogodke in novice, ki so se pred kratkim odvijale na naši šoli. Tako je sošolec Timotej pred 10 leti prvič napovedal oddajo Aktualno na GFML. Novinarski krožek na gimnaziji nas je nekatere spodbudil, da smo vstopili v pravi medijski svet. Drugi pa so svojo medijsko kariero začeli in zaključili na GFML. A oddaja je ostala in danes smo z vami že 100-tič. Živijo ptičice. Žive. Preden vas, dragi gledalke, še enkrat. Varni za znanostjo, te pa tako vidiš Ninojev vzatek. Dobrodošli v novi oddaji Aktualno na GFML, pa se kar potopimo vanjo. Lepo pozdravljeni v novi... Tako, se notri moramo gledati? Ja, se notri. Te mi pojte. Zdravo! Ti se bi smajala? Veste, katera skupina na GFML je največja? Pa ne vem več. Vi tako pokažemo, da profesor tako pokaže, pa jem zdravo. Vi že snemajte. Zdravo! barvan. Namreč gostili... Ker smo odprli... Ker smo... Slavnost. Skupaj s profesori smo Tudi v današnji oddaji vam bomo pokazali... Zdravo! Tradicionalen krst pa... Ranti že teden. Tudi to sme... Ne. Že snimo. Smo že v raznih dogodkih. Še dijaki so še... Moje se smejate? Ja, Pozdravljeni. In ljutomerski gimnazici, Da lahko... spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je bilo vse za danes. Uživali na počitnicah in se spomnili zaključka šolskega leta. Adijo. lahko. Adijo! 2. junija je na glavnem trgu in šolski terasi potekal zaključek projekta Družbeni angažma Upor. Med drugim je nastal tudi ta grafit. Skozi zgodovino, v različnih družbah so ljudje svoje nestrinjanje z obstoječim stanjem izražali na različne načine. Pogosto so kot sredstvo opozarjanja na obstoječe družbene probleme uporabljali umetnost. Tudi danes je množica odprtih vprašanj, ki predvsem mlade postavljajo v negotov položaj in jih vodijo v nejasno prihodnost. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer se je leta 2017 vključila v projekt z naslovom Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo SKUM. Dijaki prvih letnikov vseh izobraževalnih programov so v tem šolskem letu pod mentorstvom učiteljev in umetnikov ustvarjali na temo Upor. Izhodišče njihovega razmišljanja in ustvarjanja sta bila dokumentarni film o okoljski aktivistki Greti Thunberg in predstavitev likovnih del, ki so skozi zgodovino predstavljali družbeno angažiranost njihovih avtorjev. Mladi so svoje družbeno-kritično razmišljanje izražali skozi različne možnosti umetniškega ustvarjanja: gib, fotografija, video, beseda, glasba, igra in slika. Upor mladih se je pojavil takrat, ko se je pojavila mladina kot posebna družbena kategorija. To ni nekaj pravzaprav ekscesnega, to ne sme biti razumljeno kot neka objestnost, ampak stanje, pravzaprav, ki je normalno in zaželeno. Bojimo se mladih, ki se ne upirajo. Upam, da ste ob pomoči mentorjev, umetnikov nekako prišli na okus, da ste prepoznali pravzaprav pomen različnih umetniških orodij, s katerimi se lahko izražate, in predvsem, da lahko to, kar ustvarjate, prenesete v javni prostor.
Zaključek projekta v obliki družbenega angažmaja se je zgodil v sredo 2. junija na Glavnem trgu in šolski terasi. Dijaki so nagovarjali obiskovalce in naključne mimoidoče s svojimi umetniškimi kreacijami. Izražali so svoj pogled na svet in težave, s katerimi se soočamo vse generacije. Predvsem pa so skozi umetniško izkušnjo opozarjali na nevarnosti, ki nam pretijo v prihodnje. V zadnjih 10 letih se je na GFML marsikaj spremenilo. Ob mojem ponovnem obisku sem pa predvsem navdušena nad novim studijem in pa novo gledališko dvorano, v kateri so v zadnjem mesecu predvsem aktivne dijakinje 3. U. Tretji letniki umetniškega razreda smo v tem šolskem letu ustvarili gledališko predstavo z naslovom Njegove žene. Z nami sta režiser Jure Šimonka in igralka Monika Čuš. Prvo vprašanje kar zate, Jure. Kako si prišel do te ideje? Si za podlago uporabil kakšno besedilo ali si vse napisal sam? Vsekakor je k sami ideji pripomoglo to, da je bilo leta 2020 75. obletnica konca druge svetovne vojne in sem v ta namen se nekako lotil branja Hitlerjeve avtobiografije. In skozi to precej obsežno delo so bile v bistvu omenjene vse te ženske, ki se pojavijo v tej igri. Od Magde, Marije, do v bistvu vseh, ki so v igri pomembne. In skozi branje se mi je pač porodila ideja, kaj bi se zgodilo, če bi raziskal te ženske, kaj se je z njimi dogajalo, kje so one bile po drugi svetovni vojni. In ko sem se nekako vrgel v to raziskovanje, se mi je porodila ideja v predstavi, da bi mi to lahko delali, sem pač povedal profesorici in me je ono nekako brcnila v rit. Pa mi je rekla, da napiši tekst. Da napisati tekst je takšna nehvaležna brca, ampak sem si mislil, ok, probam. In ja, v bistvu sem naslednje pol leta nekako od julija, konc julija do decembra pisal to besedilo, pač poglobljeno vsak dan, razvijal, popravljal, dopisoval. Ko je bilo končno na začetku decembra končano, takrat se je pa začelo pač pravo režisersko delo, postavljanje vsega tega na oder. Tako da dejansko dogajanje, ljudje v predstavi so vsekakor resnične zgodovinske osebe, sama zgodba pa vse to scenarij kot tak pa prihaja od mene pa od igralke. No, za nami je že kar nekaj predstav. Kakšni pa so bili odzivi dijakov in profesorjev? Jim je bila tema všeč? Zdi se mi, da smo dosegli tisto, kar smo hoteli. V bistvu glaven cilj se mi zdi, da vsakršne gledališke predstave je, da ostane gledalcu v glavi. Da ne razmišlja o nečem drugem, takoj ko odide iz dvorane. In pač zdaj, ko je 3 tedne minilo od prve uprizoritve, se še kar precej govori o tej predstavi. Še me ustavijo profesori na hodniku in me povprašajo, kaj je v tem ali pa v tem, ali pa bi radi debatirali. Tako da se mi zdi, da z tega vidika smo vsekakor dosegli, kar smo hoteli. Ker pa vseeno predstava, ustvarjali smo vseeno gimnazijci, rahlo provokativna, je pa dosegla v različnih publikah tudi malo, kako bi temu rekli, ne nujno zgražanja, ampak tistega začudenja. Ker se mi zdi, da smo v tej predstavi naredili en korak naprej, pa poskušali nove stvari, pa prikazali stvari, ki jih ponavadi v gledališčih tukaj pri nas ne vidimo, je bil to za običajnega gledalca nek šok. Kar se meni zdi vseeno tudi pozitivna stvar. Tako da v bistvu s komerkoli sem se pogovarjal, se lahko z mano strinja, se strinja in nam pove, da je bila predstava dobra. Je pa dostikrat prisoten tudi tisti, kot sem že rekel, pač šok. Kako, zakaj tako resno, zakaj je mogoče telo tako temačno. Da, to so bili nekakvi odzivi. No, zadnje vprašanje pa je namenjeno naši igralki. Povej nam, Monika, katero vlogo si ti igrala? Bi nam povedala kaj o svojem liku in kako si se na vlogo pripravila? Torej, jaz sem v predstavi igrala lik Marije Reiter, ki je bila Hitlerjeva prva ljubezen in z njim sta imela kar nekaj časa afero. Pisala sta si razna pisma in kasneje je v pismu tudi napisal, da je več noče, zato je moj lik bolj taki žalosten, temačen, depresiven. Kako si se pripravljala na to vlogo? Na to vlogo sem se pa pripravljala z raznimi meditacijami, z govornimi vajami. V začetku šolskega leta pa smo tudi imeli 3 ali 4 mesece časa, da smo se lahko same pripravljali na vlogo in se vživljali v to vlogo vsak dan. Si je možno to predstavo kje ogledati? Ja, nažalost, zaradi situacije v državi s pač virusom COVID pa vsemi ukrepi, ki pridejo s tem, nikoli ne bomo, oziroma še vsaj ni planirano, da bi igrali za javnost.
Vseeno pa smo nekako se dogovorili in smo igrali kar dosti predstav že za dijake naše gimnazije, pa za starše, pa še za nekatere ravnateljeve povabljene goste. Vsekakor pa upamo, da mogoče čisto na začetku septembra kakšna predstava za širšo javnost. Kaj se smeješ? A to ti je smešno? Izredno. Zakaj? Ker nimaš pojma. Ne veš biti niti mama, kaj šele, da bi vedela, kaj je simbol idealne nemške ženske. No, potem pa me poduči, ne? Z največjim veseljem. Otroci, kuhinja, cerkev. Idealna nemška ženska je vdano podrejena tem 3 stvarem. Je mama, gospodinja in goreča vernica. Bravo, Gemi, bravo! To velja za reveže. Jaz predstavljam moč, mogočnost Tretjega rajha. Nobena od vas in žena nasploh ni zadosti lepa, pogumna in trdna, da bi predstavljala naš velik narod. Nobena. Seveda, da sem. Če vam tako pravi, potem to drži. Magda, ne laskaj si. Še rdeča kapica bi lahko bila simbol nemškega ženskega ideala, če bi se poročila s pravim človekom in se prilizovala njemu. Prosim? Ti ne predstavljaš Nemčije, ti si razuzdana povzpetnica. Jaz, da ne predstavljam idealne nemške ženske. Jaz. Da, ti. Kaj veš ti o materinstvu, o gospodinstvu? Kaj veš o naši državi? Ničesar. Rodila si svojih 7 otrok in pustila, da ti jih vzgajajo vzgojiteljice in varuške. Ideal si samo zato, ker si se mu podredila in ostregla vsem njegovim bolnim in perverznim idejam. Ideal si samo zato, ker si ga zapeljala. Potrebujete pomoč? Ideal sem zato, ker sem ga spoštovala. Prav sedaj nekje neka mama ravna s svojim sinom enako, kot si ravnala ti. Prav sedaj mu razlaga, da je odličen, da se nikoli ne zmoti, da bo mamica zavedno tam. Prav sedaj ga opravičuje pri učiteljici, ker ni naredil domače naloge. Prav sedaj si trga od ust, da bomo lahko kupila najboljšo igračo, ki jo tako zelo želi imeti. Prav sedaj v njegove majhne možgane tlači misel, da je vedno super, vedno odličen, da je praktično nezmotljiv, da so vsi, ki se z njim ne strinjajo, čudaki, da se take ljudi ignorira in zatira. Prav sedaj nekje mama hlapčuje svojemu otroku. In kaj veš? Če bo splet okoliščin pravi, bo postal diktator. Pa saj ni bil tako slab. Bil je le človek in nič več kot to. Da imel je napake, ampak kdo jih pa nima? Utihni! Nič. Bomo spekle? Kaj moramo sedaj? Raztegnemo testo. Daj, Helena, pridi. Prinesi prt. Ti, Geli, pa pojdi po testo. Kje pa je? Ne vem. Klara, kam si ga spravila? Tam je na kredenci. Prav. Najprej ga bomo razvaljale, nato pa še na roke raztegnile. Najlažje bo, če bomo vse sodelovale, prav? Kaj? Rekla sem, če ima to vse sploh še kakšen smisel. Kako to misliš? Kaj, kako to mislim? To naše početje, ta briljantna ideja. Ta štrudel. Kaj bi rada povedala? Bodimo iskrena. Kaj bomo dosegle s tem? Smo res tako utopične. Resnično pričakujemo, da bo ta zavitek nekako magično izbrisal njegov madež.
Resnično pričakujete, da bodo ljudje kar tako pozabili na vse? Jaz ne bi. Dijakinji Tjaša in Neja sta svojo zgodbo o moči dezinformacij navdušili mednarodno žirijo 4. evropskih statističnih iger. Hi, I'm Anna, and it all started when I saw this. Živijo, ljubčki moji, novica dneva. Ne se cepiti. Ne se cepiti, ker vam bo to spremenilo. Onga je na 3 črke, no. DNA. Ciao. When I saw my favorite influencers post, I just had to tell everyone. As young people in today's world, we heavily rely on social media and the internet to keep us informed, since the majority of our day is spent scrolling and browsing on our devices. This puts me and my friends at a greater risk for believing fake news, since there isn't much media integrity on social media compared to traditional news platforms, which are more commonly used by older generations. Now, this is my friend Maria. With 37% of Europeans aged 15 and above coming across fake news every single day, and her being among the 85% of Europeans which agree that social media is the least reliable news source, she knows that she can't believe everything she sees. In general, 71% of the overall EU population is confident in identifying fake news. In addition, in 2020, more young Slovenians and Europeans started looking up information on official governments' websites compared to 2019. The youth is also increasingly skeptical about the media compared to their parents. What the fake news? Maria helped me understand that fake news can be dangerous and that we are all responsible for spreading real news. The world turns so fast, it's hard to keep track. What's right and what is wrong, what's real and what is black. But don't you worry, love, we have your back. There are major corporations sorting out the correct facts. The thing said, of course, you can't be too cautious. If you don't want remorse, just double check your source. Look out for false info, exaggerate the truths. Be smarter than your peers, don't be a fake news fool. Po 3 letih se zaključuje Erasmusov projekt GEM. Več o njem pa nam je povedal profesor Saša Pergar. Na naši šoli se lahko pohvalimo s sodelovanjem v mnogih projektih in GEM je eden izmed tistih, ki poteka pod okriljem programa Erasmus Plus K2. GEM je okrajšano ime za With Gestures and Music into the World of Phonics oziroma s kretnjami in glasbo v svetu pismenjevanja. To je inovacijski projekt, saj bodo ob koncu projekta nastala gradiva, ki bodo lahko učiteljem in vzgojiteljem v pomoč pri poučevanju angleščine v zgodnjem obdobju. Projekt je trajal 2 leti in pol. Začel se je 1. septembra 2018 in se bo zaključil 30. junija 2021. Prijaviteljica je organizacija iz Anglije Language in Your Hands, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Masarykova univerza iz Brna na Češkem pa sta pridruženi partnerici. Projekt sta vodila Mojca Polak-Williams in Phil Williams. Z GFML smo v projekt vključeni Barbara Špilak, Karmen Stolnik in jaz. Naša naloga je bila, da pripravimo metodologijo, učno gradivo in pesmice v angleščini, s pomočjo katerih se bodo otroci učili izbrane angleške glasove in črke zanje. V učenje pa so kot dodatno pomagalo vključeni tudi znaki iz britanskega znakovnega jezika. Tako smo ustvarili in posneli 20 otroških pesmi, v katere so vključene določene besede. Od teh so nekatere namenjene bogatenju besednega zaklada, druge pa tudi uvajanju začetnega pisanja v tujem jeziku. Pripravili smo tudi videoposnetke pesmi z dodanimi kretnjami za izbrane besede. Tako pri snemanju zvočnih kot videoprispevkov so nam na pomoč priskočile dijakinje Romina Kotnik-Rajh, Jana Podgoršek in Sara Prelič iz 3. V, ter Polona Kiral in Eva Trbuc iz 4. V. Nastale pesmi in gradiva bodo med projektom preizkušali v več vrtcih in v razredih 1. triletja osnovne šole. Zato so se nam v projektu pridružile tudi strokovne delavke iz vrtcev oziroma osnovnih šol iz Pomurja in Ormoža. Nina Kranjc,
iz vrtca pri osnovni šoli Cezanjevci, Anita Žižek iz vrtca osnovna šola Stročja vas, Petra Šobak iz osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica, Mihajla Meško iz vrtca Ormož in Renata Gabor iz osnovne šole Franceta Preširna Črenšovci. V okviru projekta smo izvedli tudi izobraževanje v Leedsu, v Angliji. Redna strokovna srečanja 2-krat mesečno v videokonferenčnem okolju Zoom. Ob koncu projekta pa bo začela delovati tudi spletna stran z vsemi gradivi, da bodo ta na voljo tudi širši javnosti. Fly, fly, little bird, fly above my head. Fly, fly, little bird, it's time to go to bed. Fly, fly, little bird, fly above my head. Fly, fly, little bird, it's time to go to bed. Pozdravljeni, sem Alex, z Klemenom vam bova predstavila najno raziskovalno nalogo o Čiliju. Najprej sva si postavila najne cilje. Najni primaren cilj je bil obogatiti znanje o samih čilijih, raziskati, kaj povzroča pekočino, nato raziskati nekaj več o samem čiliju kot rastlini, ter pridobiti podatke o merjenju skovilov, ter raziskati, kaj skovilova lestvica pravzaprav pomeni. Nato sva hotela ugotoviti, kako preprečiti samo pekočino po konzumiranju pekoče hrane, saj je to nekako situacija, s katero se srečujemo v vsakdanjem življenju, ter ugotoviti, katera izmed najpogostejših načinov ekstrakcije je tudi najboljša za ekstrakcijo samega kapsaicina. Glede na najne cilje ter glede na najno znanje sva nato naredila 4 hipoteze. Prva hipoteza se glasi, najbolj pekoč ekstrakt bomo dobili pri ekstrakciji s superkritičnim CO2. Potem hipoteza 2 se glasi, ekstrakt čilija Trinidad Moruga Škorpion bo bolj pekoč od ekstrakta čilija Habanero Yellow. Potem hipoteza 3, najboljši vlažilni učinek pri pekočem občutku v ustih bo po zaužitju raztopine bo imelo mleko, saj se mleko največkrat priporoča za blaženje pekočega občutka. Potem hipoteza 4, pa mleko bo imelo tudi najboljši učinek pri zaužitju bolj pekočega pripravka, naprimer samega prahu čilija. Torej, kaj bi si čilijen? Preprosto povedano je to paprika, ki proizvaja kapsaicin. To pa je ta molekula, ki je tukaj na slikici. Ta molekula v stiku z jezikom oziroma katerimkoli CPRV2 receptorom povzroči pekoči občutek in zaradi nje je paprika tako rekoč pekoča. Raziskave so tudi pokazale, da ima čili kar nekaj potenciala v medicini. Torej, najna ekstrakcija, tukaj imamo 3 vrste ekstrakcij, ki sva jih izvedla. Na levi imamo superkritično CO2 ekstrakcijo, kjer je na kratko povedano CO2 pod pritiskom tekel skozi prah in na koncu sva dobila tako gosto tekočino. Na sredini imamo maceracijo. Prah čilija sva potopila v alkohol in nato odparela. Na desni pa imamo Soxetovo aparaturo, kjer alkohol konstantno kroži skozi čili prah in raztaplja kapsaicin. Alkohol sva izparela in pri vseh ekstraktih sva dobila tukaj nastali ekstrakt. Na to je sledilo preizkušanje blažilnega učinka z razredčeno raztopino. Iz ekstraktov sva naredila razredčine v vodi in nato sva jih dala preizkuševalcem. Ti pa so poskušali ta pekoči občutek blažiti ali z vodom, kruhom, ustno vodico, olivnim oljem ali mlekom. Medtem pa so povedali svoje mnenje, kako pekoča se jim zdi po tej lestvici, ki sva jim razložila. Rezultate sva zbrala in jih kasneje primerjala.
Na to sva še naredila Scovillov organoleptični test. To je v bistvu metoda, katero uporabijo gospod Wilbur Scoville za merjenje Scovillov. Razrečine ekstrakte sva različno razrečila. Kot vidite, tukaj imamo 4 čaše in so prišli preizkuševalci in poskušali od najbolj razrečene proti najmanj razrečeni. In ko so začutili pekočo, so tam označili in takrat sva ugotovila, koliko treba razrečiti, da se pekoče več ne čuti. Tako sva merila Scoville. Glede na najne poizkuse sva na to v celoti potrdila vse 4 hipoteze. Najprej sva ugotovila, da je najbolj pekoč ekstrakt pri ekstrakciji z superkritičnim CO2. Ekstrakt pridobljen z superkritičnim CO2 je bil kar 10-krat močnejši od vseh ostalih in je imel približno vrednost 10 milijonov Scovillov. Potem ugotovila sva, da je ekstrakt čilija Trinidad Moruga Škorpion bolj pekoč od ekstrakta čilija Habanero Yellow. Potem pa sva tudi ugotovila, da ima najboljši blažilni učinek pri pekočem občutku v ustih po zaužitju raztopine, ki bo imela nekako srednjo vrednost pekočnosti mleko, pa prav tako sva ugotovila, da je mleko najboljše za blaženje učinka pri bolj pekočem preparatu, naprimer samem prahu čilija. Pri tem je pomembno poudariti, da določeni blažilci so imeli nasprotni učinek, kot sva pričakovala, naprimer ustna vodica je povzročila zvišanje subjektivne ocene pekočine. To bo za raziskovalno nalogo, vam pa se zahvaljujem za pozornost. Prav lepo se je bilo po več letih ponovno vrniti na GFML in podoživeti dijaške dni ter zanimive in pestre trenutke o ponovni pripravi oddaje Aktualno na GFML. Ta se sedaj od vas poslavlja in se v vašo družbo ponovno vrača jeseni. Do takrat, nasvidenje.